Torej, na izvršilnem odboru ste potrpili ekipo ali nam je lahko predstavili? Ja, najlepša hvala. Jaz sem izredno vesel, hkrati tudi ponosen, da ministrska ekipa NSi, SLS in Fokus šteje 5 kakovostnih imen, da bo pokrivala 5 zelo zahtevnih resorjev. Prvič, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, sedanji vodja poslanske skupine. Drugič, magister Valentin Hajdinjak, bo minister oziroma kandidat za ministra za obrambo. Mateja Ribič, ministrstvo za demografijo, socialo in družino. Moja malenkost, ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. In Monika Kirbi-Šojs, ki bo ministrica za kohezijo. Prevzemamo težke resorje. Verjamemo, da bojo vsi kandidati in kandidatke zelo uspešni pri opravljanju svojih nalog. Pred Slovenijo so, pa ne bom rekel zahtevni časi, ampak številni izzivi, ki jih bo treba tudi pravilno nasloviti. Kadrovska sestava je zelo dobra in ta imena zagotovo bodo kos nalogi, pred katerimi je Slovenija, in sem trdno prepričan, da bo prav to jedro ministrske ekipe, tega trojčka, botrovalo ali pa definiralo uspešnost 16. desno-sredinske vlade Republike Slovenije. Spravi, izvršilni odbor je to listo potrdil, seznanil se tudi samim razrezom ministrstev, odvila se je konstruktivna razprava. Torej, mislil 1/3 ministrske ekipe je na odgovornosti tega trojčka, ki je se izkazal tudi na volitvah, po volitvah v okviru vladnih usklajevanj. Zadovoljni smo tudi, kot smo že dejali, s vsebino koalicijske pogodbe. To je zdaj tisto, ta vsebina je tisto, ki je porok za naše delovanje tudi v bodoče. In gremo z upanjem naprej, zadovoljni. Ampak med kandidati pa brez SLS-a, torej kaj je bilo v ozadju? Glede, zdaj jaz verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka, ki je del tega trojčka, da bo tako kot v državnem zboru tudi naprej tvorno sodelovala v vladi, v katerikoli drugi obliki. Prta so vsa vrata za dobre kadre, za dobre ljudi. Številne kakovostne ljudi sem jaz poznal sam. V Slovenski ljudski stranki tekom obiskov, to je stranka, ki ima močno tradicijo, zgodovino, in sem vesel nadaljnega sodelovanja. Ali so člani izvršilnega odbora soglasno sledili ministrsko listo? So potrdili, ja. Soglasno? Moram reči, da ena članica je bila proti. Kakšno vprašanje? Tudi nekateri vaši članci so pred izvršilnim odborom dejali, da bi vsi v SLS-u zaslužili ministrsko mesto. Ali tem pričakujemo kakšne spore, oziroma zakaj ni bilo do tega? V SLS-u že jasno napisali na družbenih omrežjih, da pričakujejo. Jaz sem tukaj zato, da povezujem slovensko desnico. Postal sem predsednik Nove Slovenije s to vizijo, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da pridemo do desno-sredinske vlade. In se zahvaljujem najprej še enkrat vsem, ki so pomagali in naredili ta doprinos. In tukaj sem zato, da bom negoval to povezovanje na slovenski desnici in noben ga izpričeval. Najlepša hvala. Mogoče še to, kaj pričakujete, da bo potrjena ministrska ekipa? Ja, verjamem, da v kratkem se vemo, kakšen so roki, tako da vse v skladu s pričakovanji, o katerih je tudi predsednik vlade govoril. Ste se z gospodino Bregant danes še slišali? Pač mi, da imamo odprto komunikacijo, tako kot z vsemi, ki jih dobro poznam, kot njo, ki jo izjemno cenim. Kot tudi pač vsemi ostali, saj smo politiki, ki se med seboj pogovarjamo. Kandidatno listo ste že vložili, boste vložili jutri? Zdaj je izvršilni odbor to potrdil, tako da počakamo, še nekaj časa, pa bo vse znano. A ocenjujete, da v SLS-u niso ponudili dobrih kandidatov, da niste sprejeli njih za kandidata? Jaz ocenjujem, da ima Slovenska ljudska stranka dobro ljudi, ki bojo v nadaljevanju sodelovali pač v 16. vladi, in jih pri tem tudi spodbujam.
Najlepša hvala.